Pozdravljeni. Pred približno 6 meseci smo govorili o formuli 1 za telebane. In danes je prišel na vrsto drugi del. Vsi mi, navdušenci, imamo lahko drugačna mnenja, drugačne poglede na eno in isto zadevo. In verjamem, da nekateri se takšnih vprašanj lotijo malce bolj poglobljeno, drugi so pa lahko tudi malček bolj površni. Nikjer ni zapisano, da se moramo vsi ukvarjati s formulo 1, kot da bi bila to smrtno resna zadeva. Ampak videli bomo v naslednjih minutah, da lahko nekateri to našo površnost tudi rahlo izkoriščajo, tako da nam vsiljujejo določene poglede, določene ideje, ki pa v resnici lahko tudi niso pravi. In rad bi poudaril, da danes ne bom na nikogar kazal s prstom. Vsak ima pravico do lastnega pogleda, do lastnega mnenja. Če ima za to idejo tudi kakšen argument, toliko bolje. A vkolikor mi bo uspelo nekoga pripraviti vsaj do krajšega razmisleka, bo moj cilj dosežen. In o čem se bomo pogovarjali? Seveda o veliki nagradi Monaka. Ena izmed tistih tem, ki se pogostokrat vrača tudi na kanalu Badger's Way. Kot dobro veste, v sezoni 2025 bodo s spremembo športnega pravilnika dosegli, da bodo vozniki se morali najmanj 2-krat ustaviti pred svojimi garažami. In seveda to ne pomeni, da bodo morali rabiti vse 3 mešanice, ampak bodo zapovedali 2 postanka, kar je nekaj novega glede na športni pravilnik. In brez kakšnih večjih težav. Postanki bodo zapovedani tudi, če bo deževalo. Torej, vprašanje, koliko setov pnevmatik bodo sploh imeli na razpolago in če se bodo ustavili, ali bodo v nekaterih teoretičnih primerih sploh menjali. Ampak razumem, nekaj so naredili. Kot pri sprintu, ki je tako popularen, tako dober, tako navdihujoč, da so ga do začetka te sezone še vsako leto malce spremenili. Ne zato, ker bi bil slab v prejšnjem letu, ampak zato, da bo sedaj boljši. Ja, res. A vrnimo se k veliki nagradi Monaka, kjer mnogi menijo, da predvsem zaradi tega, ker so bolidi predolgi in preširoki, na progi ni akcije. Da je skoraj nemogoče prehitevati in da pravzaprav s tem bi poživeli dogajanje. Najprej sam menim, da je vloga FIE predvsem ta, da skrbi za spoštovanje pravil in za varnost. Ne bi se smela ukvarjati samo z zanimivostjo dirke, s tem, kar publika pričakuje. FIA je mednarodna organizacija in ne prireditelj, tako dirke kot prvenstva. Njih gledanost na televizijskih zaslonih, na primer, ne bi smela zanimati. In če bi bila dirka tako ali drugače dolgočasna, bi verjetno izginila iz koledarja, ker ne bi pritegnila publike. Ampak dvomim, da velika nagrada Monaka je ena izmed tistih, ki publike ne bi privabljala. A pustimo sedaj to. Mnogi navdušenci menijo, da po ozkih ulicah Monte Carla se ne da prehitevati, ampak imamo najmanj 2 točki, kjer je to mogoče. Takoj na začetku kroga v vhodu pri ovinku Saint-Devo
Ukolikor oni spredaj naredi napako in gre tja proti izletni coni na levi, lahko pusti odprta vrata na vzpon Borji vaš. In tam je prva možnost za prehitevanje. Nekaj, kar smo videli mnogokrat. In obstaja še druga legendarna točka. Na izhodu iz tunela, kjer če se oni zadaj pravilno postavi in seveda voznik spredaj ne zapre vrat, je lepa priložnost pri vhodu v Noel šikan. Ampak razumeli ste, da ukolikor oni spredaj ne naredi napake, je skorajda nemogoče prehitevati, kot na vsaki drugi progi. In to je bistvo dirk. Ne, da je prehitevanje enostavno, ampak da je presneto zapleteno in da ko vidimo ta manever, smo seveda začudeni in presrečni, ko vidimo neko mojstrovino. Če bi bilo tako enostavno, tako vsakdanje, bi bilo seveda tudi dolgočasno. A verjamem, nekateri si želijo akcije na progi. In še zmeraj trdijo, da so bolidi predolgi in preširoki. A zopet se bomo vrnili k odločitvi oziroma predlogu FIE, ki je to dejstvo postavila pod rahel vprašaj. Verjamem, da isti, ki smatrajo dirko za veliko nagrado Monaka dolgočasno, bi radi videli vrnitev pogonskih sklopov arhitekture V10 v Formulo 1. In tako so predlagali tudi pri FII. Čeprav bomo imeli v sezoni 2026 novo generacijo pogonskih sklopov in menjati jih samo po 4 letih, bi bilo, vsaj po mojem skromnem mnenju, finančno nevzdržno. A to ni važno. Ampak se je kdo izmed vas zmislil, kakšna je dolžina bloka motorja z notranjim izgorevanjem arhitekture V6 in V10 pri enaki kubaturi? Seveda, če obdržimo približno enako razmerje med širino in hodom bata, bomo ugotovili, da blok motorja z notranjim izgorevanjem arhitekture V10 je, če ne drugega, daljši. In predstavljamo si lahko, da ima tudi višjo maso. V brk vsemu tistemu, kar smo sedaj slišali o predolgih, preširokih, pretežkih bolidih v Formuli 1. In seveda zadeva, ki absolutno ne gre skupaj, ampak mnogi navdušenci bi verjetno zagovarjali tako prvo kot drugo teorijo, ker tako govorijo vsi, ali pa ker jim nihče ni razložil, zakaj gre pri določenih točkah. Mnogokrat pravim, da naprimer po ulicah Monte Carla je zanimivo gledati nekaj drugega, nekaj, kar se moramo mi navdušenci navaditi. Naprimer, kako so sposobni vozniki prisloniti sam bok pnevmatike na tisto blazino pri ovinku Antonino G na koncu kroga. In kolikšna je razlika med tem, da ovinek zvoziš najhitreje ali pa enostavno pustiš zadnje platišče tam v ograji. Seveda nekaj, kar mnogi ne vidijo, predvsem zato, ker jim nihče ne pokaže, ker ni zanimivo, ker vozijo en z drugim. Proga v Monaku je zanimiva, tudi če se gleda enega samega, ki opravlja tisti najhitrejši krog, kjer vidimo, kako naprimer v delu Pišin tvega. Naprimer, kar smo videli pri Charlesu Leclercu, ki je pred nekaj leti ne samo razbil Ferrarija na kvalifikacijah, ampak na to tudi pokvaril svojo dirko. A pustimo sedaj to. Povedal sem, da FIA bi se morala ukvarjati z bistveno čim drugim, kot onim, kar si želi publika. Namreč pred leti so že storili nekaj podobnega. V sezoni 2021, ko se je nekemu direktorju dirke
nekako zdelo, da se samo dogajanje na progi ne sme končati za varnostnim avtomobilom, čeprav v pravilniku izrecno piše, da je to opcija. Zato smo videli, na primer, veliko nagrado Azerbajdžana, kjer je, po mojem mnenju, Lewis Hamilton izgubil tiste ključne točke, ki so ga na koncu stale naslova. Videli smo, kaj pomeni nepoznavanje pravil in delanje šova na dogodku vezanemu k veliki nagradi Belgije. Tisto dirka ni bilo in zmeraj bom zagovarjal to stališče. In na koncu, seveda, videli smo škandalozno veliko nagrado Abu Dhabija, kjer je prav to, da je direktor dirke namesto varnosti gledal na to, kar si želi publika, pripeljala do enega izmed največjih škandalov v celotni zgodovini Formule 1. Torej, vidimo lahko, da nas zopet imajo, uganili ste, za telebane, ker nam ne znajo razložiti, zakaj gre. Bi želeli več akcije na sami dirki za veliko nagrado Monaka? Enostavno, pripravili bi lahko pnevmatike, ki bi izjemno hitro degradirale. Tako ne bi bilo potrebno zapovedovati 2 postankov, ampak bi lahko gledali zanimivo dirko, kjer bi del nastopajočih imel, na primer, strategijo z 1 postankom, drugi z 2. In tudi na ostalih prizoriščih bi lahko bilo kaj podobnega. Zakaj moramo imeti na vsaki dirki zaporedne mešanice? Zakaj ne enostavno ene preskočimo, kot je že bilo nekoč? Ali pa zakaj imajo vsi vozniki dodeljeno enako število setov za celoten vikend? Namreč po sezoni, kjer smo videli, da je kraljeval COVID, nismo imeli več prostega izbora. Vsakdo je imel seveda 2 seta pneumatike hard, 3 sete medium in 8 setov soft na vikend. Daleč od tega, da bi bil izbor idealen, ampak vsi so imeli enakega, torej nihče se ni mogel zmotiti. In zopet vidimo, kako so nas dobesedno žejne pripeljali čez vodo. In zgleda, da nas bojo še mnogokrat, kajti mi hočemo, mi odgovarjamo na ankete in naše mnenje šteje. Čeprav mnogokrat s takšnimi in drugačnimi zahtevami pokažemo, kako o Formuli 1 vemo bore malo. In zopet se sprašujem, ali nas res imajo za telebane? Ali na dnu duše pravzaprav smo res tudi malček telebani, ker se nočemo poglobiti, ker nočemo razumeti? Verjamem, za nekatere je Formula 1 tista zabava, tisti ritual po nedeljskem kosilu, ko je treba prebaviti pojedino. In glavno je, da komentator vrešči, da ne bi slučajno zaspali. In glavno je na koncu, da zmagajo naši, pa ne glede na to, kdo so. Ampak upam, da marsikdo izmed vas se je sedaj malce zamislil. Seveda zadeva ni bila uperjena vanj, ampak kot sem že dejal, ukolikor bo samo ta moj prispevek izvabil neko razmišljanje, bom že dosegel svoj cilj. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.